Današnja nedelja na jubilejni 60. Agri je bila tudi v znamenju čebelarjev. In sicer z 21. ocenjevanjem medu z mednarodno udeležbo, 3. mednarodnim ocenjevanjem medenih pijač in kronenjem 5. medene kraljice Slovenije. In v začetku smo o današnjem dnevu, pomenu in prvem mimohodu praporščakov čebelarjev povprašali predsednika Čebelarske zveze društev Pomurja, Štefana Šemena. Poleg ocenjevanja medenih pijač, ocenjevanja medu in kronanja 5. medene kraljice poteka prvo srečanje slovenskih čebelarskih praporščakov. Kako in zakaj je to srečanje pomembno, to srečanje čebelarskih praporščakov? Glejte, prapor je simbol, ki se ga ne da opisati z eno besedo. To je naš ponos, uporabljamo ga pri svečanih dogodkih, kot so srečanja, proslave ali pa žal tudi pri pogrebih, kjer se največkrat s tem izkažemo in damo poklon človeku, ki je član te druščine, in to nekaj šteje. Letos je že 21. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo. Po kakšnih kriterijih oziroma kako sploh ocenjujete med? Ja, zelo dobro vprašanje. Glejte, je leto, ki je rekordno pri udeležbi ocenjevanja. Zbrali smo 220 vzorcev medu, katerega srečanja še ni bilo, da bi se toliko zbralo. Je pa napoved, da je bila akacijeva letina zelo ugodna, druge pa žal neugodne. In kriteriji so zelo visoki. Ocenjuje se senzoričnost, okus, aroma, barva, elektroprevodnost in vlaga. Te kriteriji so najbolj pomembni pri ocenjevanju medu. Potem je 3. mednarodno ocenjevanje medenih pijač. Mi vemo za medico, pa morda še zakaj. Koliko vrst pijač bi recimo tako na pamet lahko našteli? Ja, imamo kar nekaj medenih pijač. Medica ali medelni liker se zelo razlikujeta, še po alkoholni stopnji in tudi carinski obdavčitvi. Medica nima carinske obdavčitve in je nekje med 10 in 12 alkoholne stopnje, medelni likeri pa imajo okrog 25. Zdaj pa posebnost, kam imamo tudi strokovnjaka iz Avstrije, ki so dodatki z medenimi pijačami ali pa produkti. Tako je zelo zanimivo, ampak komaj se tukaj uveljavljamo ali probamo priti, par let rabimo, da se prebijemo nekje na določeni nivo. In še okronali ste 5. medeno kraljico. Medena kraljica je pravzaprav ambasador vseh medenih produktov. Kakšna znanja oziroma kakšne posebnosti mora imeti medena kraljica, seveda poleg poznavanja medu in še česa? Ja, lahko se pohvalim, da sem bil v komisiji za ocenjevanje in izbranost medene kraljice. Vam povem, da je kar nekaj časa trajalo. Ocenjujemo njen življenjski opis, ocenjujemo znanje od čebelarstva, splošno razgledanost, splošno obnašanje in tudi pristop ali flegmatičnost, ko se težko zbereš določeni trenutki. Seveda pomembna je pa lepota ali pa še bolj bi poudaril tista posebna iskrivost, ki je malo skrita, pa jo mi moramo ugotoviti. Taka 5. medena kraljica je spet nekaj posebnega, moram pa poudariti, da je prva medena kraljica bila iz našega društva, Čebelarskega društva Beltinci, Nataša Bukovec. Zdaj se pa dajmo presenetiti, ker res smo zbrali, upam, da najlepšo med najlepšimi. Tilen Velika Vrh, dobili ste kar lepo priznanje oziroma lepe nagrade na letošnji Agri. Drži, seveda moram biti ponosen na naše prelepe kraje. Prihajam iz Polhovega Gradca, kjer se ne poslužujemo intenzivnemu kmetijstvu. To poda en velik poudarek za dobro čebelarjenje in na podlagi tega tudi letošnji rezultati ocenjevanja medu. In govoriva o kostanjevem medu. Kakšne so posebnosti kostanjevega medu? Posebnosti kostanjevega medu je že sam okus, se pravi sama grenkoba. V sestavi kostanjevega medu pa prevladuje večinoma fruktoza, ker med je sestavljen iz fruktoze in glukoze, kar je pa tudi potem značilno, da kasneje kristalizira.
Tadeja Vidmar, pravkar okronana in še sveža medena kraljica, kakšni so občutki in kakšna znanja prinašate s seboj, kam gre tudi vaša pot naprej? Občutki so zelo pozitivni. Sem zelo vesela, da sem lahko videla toliko čebelarjev na enem mestu in toliko praporščakov, za kar sem zelo hvaležna. Kakšna znanja prinašam? Mislim, da bom dajala predvsem poudarek na čebelarje, vsaj kar se tiče vzreje matice. In pa seveda z veseljem bi še mičkam bolj poudarila, kako pomembno je uživati medene oziroma čebelje izdelke. Pa morda tudi malce ohranjanje narave, da se bodo čebelice lahko najedle. Na to smo skoraj malce pozabili. Tako je, ja. Tukaj bom definitivno to povezala eno tako panogo kmetijstvo, predvsem poljedelstvo in pa živinoreja. Sama prihajam z kmetije, živinorejske, in iz prve roke lahko povem, da moje čebelice zdaj, ki so na Ajdi, ne bi bile tako vesele, če ne bi tega posejali en mesec nazaj. Tako da mislim, da tukaj povezava živinoreja, poljedelstvo in čebelarstvo bolj kot ne vseeno. Iskrene čestitke in veliko uspeha. Hvala lepa za intervju, pa srečno tudi vam. In pa naj medi.